Lep pozdrav ponovno s Kranjskega Vrha. Lep pozdrav. Danes sva snemava tole sredi dneva, ko je sonce. Ampak, če bi snemala zvečer, tako kot zdajle že počasi prihaja tema in še 1. november je, bi pa se zazrla lahko v zvezde, tudi v Orion, in zadnjič sva rekla, da bova govorila o zvezdah. In o rajnih. In o rajnih, Ker so pravzaprav vsaka zvezda, ne, na nebu nas spominja lahko na zvezdice, ker ljudje smo drug drugemu kot neka svetla točka v življenju. Ljudje, še posebej v družini, ne, ko gre otrok iz šole, pa če je kaj prizadel, pa če je mati, utrujena, oče, mož, žena, kdorkoli že, ne, pomisli na dom, pomisli na tisto, kar daje svetlobo, toplino. To so pa osebe ljubezni, in ko nekdo prestopi prag večnosti, ne, potem iščemo ta duhovni stik. Ne. Človek je bil vedno odprt med zemljo in nebom, in zvezde na nebu so na nek način simbolizirale tiste svetle točke, tiste svetle prisotnosti, so bile pravzaprav znamenje tistih, ki so pred nami prestopili prag večnosti. Mi v ljudskem pripovedovanju sicer govorimo, ne, ko se utrne zvezda, potem da umre človek, ampak ne, takrat se prižge tudi nova zvezda, ne, takrat so nove zvezde na nebu. Ne, in res Orion si omenila, ne, v ozvezdju Oriona je posebna zvezda, tukaj le, ne vem, če se vidi, ne, simbolizirano prikazan Orion, Betelgeza, ki je na tem mestu Oriona. Betelgeza je tudi v stanju umiranja, ne, eksplozije, ki je pred njo, ali bo to že danes, ali bo čez 1000 let, ali ne vem koliko časa, ampak ona je, bi rekel, v tisti starostni obdobju, ampak ko bo eksplodirala, bo nastala supernova. In ko bo človek prerastel dejansko to zemeljsko podobo, nastane supernovo. Neka, bi rekel, supernova, duhovna supernova, s katero se lahko potem duhovno povežeš, ne. Žal pa izgubimo dragoceno prisotnost v telesni podobi, v kateri smo drug drugemu dragoceni. Ne. Mi se vendarle tukaj srečujemo po človeško, ne samo srčno, duhovno, ampak tudi po človeško. To pomeni, da smo si v tej, bi rekel, fizični prisotnosti zelo pomembni in dragoceni, in ko nekdo premine, moramo preprosto odžalovati to fizično izgubo, fizično prisotnost. Je pa potem zelo dobro, kot mi je pripovedoval pesnik Tone Pavček, doživljanje ob izgubi svojega sina Marka. Mi je rekel, lepše kot vsak duhovnik mi je povedal, je rekel, najprej je grozna tema v tej izgubi, ob tej smrti, ne. Potem pa je rekel, potem pa se tam nekje globoko v tisti temi začne luščiti neka svetloba, ki postaja vedno večja, vedno bolj blaga, in v njej prepoznaš tiste, ki so samo za videz oči odšli. Dejansko pa so globoko v tebi, s teboj. In kar naenkrat začneš plesti pogovor ne samo z ljudmi, ki so tukaj ob tebi, ampak tudi s tistimi, ki so že onkraj. In to, kar mi je bilo najlepše, ko je rekel, in nisi več samo tukaj, si že tudi tam. Ne? In ljudje, ki imamo nekatere svoje drage že onkraj, smo duhovno že tudi onkraj. Ne? Ker se ti lahko, zato so rekli, ne, dobro je moliti za rajne, ker ko ti moliš, ne, kakorkoli želj, pa ne vem, kakšen način imaš, samega sebe prebujaš v duhovno zaznavo. In tam v srčiki, ne, tam v globoko v tebi, ker je stičišče med časom in prostorom in večnostjo, tam pride do tega duhovne zaznavnosti tistih, ki so prišli in so res kot zvezdice globoko v tebi. To sam doživljam po, bi rekel, smrti, telesni smrti mojega očeta, ne. Ko se umirim, pa pomislim na njega, ne, sva skupaj in zaznavam njegovo ljubezen in me tolaži, spodbuja, in mir, v katerem je on, v tisti blagi naklonjenosti tudi do mene,
je res tudi umiritev za moje življenje in ena svetla vizija. Ne znamo si sicer predstavljati, ne, ampak zato pa govorimo, da smo kot zvezde na nebu. Ja. Tako. Ampak Orion, ki ga tukaj držiš, knjigo, ki je išla že nekaj let nazaj. In zdaj s nestrpnostjo čakamo novo, tudi o tem bova kaj rekla, ampak najprej o Orionu. Da ga predstavim. Tako, Orion je nekaj posebnega. Posebno svetov zvezde je bil. Ne? In Orion je nebesni bojevnik, ki se bori proti biku. In sicer se bori tako, da bik kaže proti njemu dva roga. Ne? Orion dejansko je tisti, gre za trojstvo, ne, kot sem že rekel, ne, tu se zdaj ne vem, bolj slabo vidi, ker je naslikano kot med drevjem, ne, nebesni trikotnik, zemeljski trikotnik, ne, in Orion z kijem, z gorjačo, dejansko premaguje dvojnost na ta način, da bika zaznamuje s tretjim očesom, ne. To je mitologija, fantastična mitologija. Mi moramo premagati bojevito, srdito dvojnost, bikovo rogovje, dva roga, z znamenjem tretjega. Ne? In to je poslanstvo nebeškega bojevnika, če rečemo temu tak, ne? Oriona. Torej, tudi mi moramo biti kot tisti bojevniki, v narekovaju bojevniki, ki bomo premagovali polarizacijo z znamenjem svetega. Ko bomo to dvobojevanje, to izključevanje, to nasprotovanje, to neposlušanje, to mržnjo, to sovraštvo premagovali na ta način, da bomo budili zavest pomembnosti raznolikosti za skupno dobro. Ne? Kot v glasbi, ne? Več glasje je dejansko bolj bogato, kot pa eno glasje. Ne? To je zelo lepo pisal tudi Anton Trstenjak, ne, ki govori, ne, kako je več misli, vendarle večje bogatstvo, kot pa to, da samo nekdo eden za nas misli, mi pa samo kimamo. Ne. In to je ta vzorec, ki ga imajo praktično vse religije, ne, ki povezujejo, krščanstvo ima Bog Oče, Sin in Sveti Duh, ne, povezujejo to, bi rekel, harmonijo neba v znamenje trojstva. Ne. To je simbol dopolnjevanja, sodelovanje je sveto znamenje in tukaj je torej harmonija neba, vzorči model sobivanja v zemeljsko dvojnosti. Ne. In tukaj potem imamo to, ki je stičišče, so tri zvezde v znamenju svetega, ne. Torej krščanstvo bi rekli znamenju svete trojice, ne, ki je pomenljivo in nas mora nagovarjati, da se ne gremo igro dvojnosti, bojevite, izključujoče, ampak sodelujoče božanske trojnosti. Torej, da jo vnašamo v to dvojnost, v raznolikost, povezovani element, božji delček, recimo, če govorimo profano, lahko rečemo temu skupno dobro, družine, kraja, naroda in tako naprej. In vedno ti praviš, da vsakdo mora opraviti svoje poslanstvo in biti kakor zvezda. Ja, vsak mora opraviti poslanstvo, ker ravno v ljubezni, ne, pravimo, v krščanstvu pravimo Bog, Oče, Sin, Sveti Duh, ne, tri osebe v igrivosti, v sprejemanju, v enosti. Ne. Jezus je rekel, kdor vidi mene, vidi očeta. Ne. Zato, ker gre, ampak vendarle raznolikost v enosti ljubezni. In apostol Janez napiše, Bog je ljubezen. Ne? In mi smo božanski, ko smo v tej ljubeči povezanosti, v tej ljubeči zaznavnosti. Ne? In ne, tudi kapital za večnost je samo ljubezen. Ne? Takrat to nas naredi zvezdnike, ne? To nas naredi svetle, to nas naredi prijetne. Se vemo, če smo v nekem človeku, ki je sočuten, ki je, bi rekel, hotel sem reči ponižen, pa sem se ustrašil, da ne bi napačno razumeli te besede. Ponižen biti nima nič skupnega s ponižanostjo. Ne? Ponižen je dejansko ta, veste, neogrožen človek, odprt, zaznaven, sončen, povezujoč, dopolnjujoč, igriv, ne? Gre božanski, ki zaznava bližnjega, ki kot je napisal Kalil Gibran, ko te pokliče ljubezni, sledite,
ki sledi klicu ljubezni, ki je naklonjen. Ne gre samo za to, bi rekel, pomoč materialnem pomenu. Ne? Mi smo drugemu v pomoč v sočutnosti, da se ne puščamo same. Ne? Blagi nasmeh, prijazen pozdrav, ljubeč pogled. To je tisto, kar nas notranje ukrepi, kar nam da moči. Seveda, če je potrebna zunanja pomoč, tudi seveda. Ne? In to je tisto, kar... Jaz sem tu zdaj že prejšnjikrat sem spomnil na Tarasa Krmavnerja. On je bil res izjemen mislec, izjemen filozof, izjemen analitik, ne? Ampak bil je pa tudi izjemen kot človekoljub. Se spomnim mojega prvega srečanja, ko sem bil še pater na Ptuju, ko sta prišla z ženo Alenko, povabili smo jo na neko predavanje in se je pripeljala na dvorišče stara podrapana katrca in iz nje stopi veliki mož, Taras Krmavner. In potem, ko sem ga pobliže spoznal, kako zelo sta gojila čudo ubogih. Zase sta zadržala samo potrebno, ostalo sta razdala tam tistim, katerim je kot prošnja za pomoč poklicala ljubezen. In to je tisto, recimo, zaradi katere smo res zvezdniki. In potem tudi, veste, to odseva iz človeka. Če je človek sebičen, potem ti je nekako mrsko, ker od tebe vleče energijo, moči, dejansko te utruja, te izpije. Če je človek sončen, srčen, če ima vse v sebi ta žar prebujene Božje iskre, to notranjo zvezdo, ki ga svetli, potem je ob njem prijetno sobivati, potem ti ob njem toplo. Ampak ne zato, da bi samo ti črpal moč od njega, ampak tudi ti si zvezda. Drugemu moramo dajati, se bogatiti. Zato je tako zelo pomembno skrbeti za to notranjo luč, za to notranjo svetlobo, za to duhovno iskro, iz katere potem svetlimo toplino, blagost, prijetnost, vse tisto, zaradi česar nam je dobro živeti. Sedaj bo pa druga knjiga išla. Tako? Ja. Boš še povedal kaj o tem? Ja, to leto, zadnji 2 leti sta bili zame zelo, bi rekel, zelo naporni. Ravno tudi zaradi, ker imamo vse obveznosti. Sem kaplan v Lučah, Solčavi, sem tudi kmet, sem gospodinja. Vse to me čaka, vrtnar, vse. Sem pač končal, zdaj oddal Bogu hvala, ima delo urednik pa lektor, to knjigo Ta krasni nori svet, obenem še novo zbirko 24 smesnic, jaz Charlie Chaplin, drugi del. Zdaj pa pripravljam izdajo raziskovanja, približno 15-letnega raziskovanja, knjige. Najprej sem mislil, da bo knjiga še za vsebino, ampak bom vnaprej izdal načrte v zvezdi, ker me zato kar naprej sprašuje, kdaj bo, zdaj pa, ko se bom lotil pisane knjige, bo, ker je obsežna vsebinsko, bom gotovo potreboval, bo trajalo 2-3 leta, bom naprej izdal načrte, približno mislim, da 62 v zvezdi. Imel sem to milost, da me je škof selil točno po tem področju, ker je v globalno Orionov pas, če gledamo na to staro kulturo velikih kamnov, če pa pogledamo ožje, ker je, prej sem rekel, ker je stičišče med svetim in svetom, je dejansko sveti prostor je svetišče in v tem območju med Savinjo in Sotlo, severno od Save, dejansko so kot minimundus lokacije vseh v zvezdi, mislim, da jih je 62, in bodo prikazane in sem imel to milost, da me je škof točno v teh letih selil po tem področju, in ker so ljudje vedeli, da sem malo čuden, so mi kažali čudne, nenaravne strukture teh megalitov, teh velikih kamnov, očitno ne v naravni postavitvi. In potem, ko se je razrešila uganka Oriona, najprej sem naletel na Orionov pas, ko sem videl, da stoji Orion v vseh svetiščih in ko je ozvezdje bika potrdilo, tisto je pa točno še vedno ohranjeno, tako kot je na nebu, tako na zemlji,
sem začel raziskovati naprej. To je bilo res, bi rekel, eno zelo zahtevno delo in zdaj bom naprej izdal načrte teh ozvezdij, da bodo ljudje lahko potovali po tem prostoru, ki so ga zaznamovali naši davni predniki, ki so iskali sozvočje med svetim in svetom, ki so hoteli po zakonitostih neba, harmonije neba, vzpostavljati tudi zakonitosti v medsebojnem bivanju, da bi bilo v znamenju harmonije, dopolnjevanja, sodelovanja, sozvočja, tako kot so zvezde na nebu, ne, v medsebojni igrivosti, v medsebojnem sožitju. Tako je dobro, da smo tudi ljudje, da so kraji, narodi v medsebojnem sožitju. In budi se zavest in mislim, da je bilo v pravem času dan uvid do teh gradišč, ker nam bodo lahko pomagala z shemo, z simbolno postavitvijo, ki vpliva na našo misel, da nam bodo pomagala misliti po sledeh nebesne harmonije. In kaj reči za konec? Bodimo zvezde drug drugemu. Ja. In gledamo zvezde na nebu. Tako. In lep pozdrav s Kranjskega Vrha. Lep pozdrav.